je bila klet, smrdelo je po plesni. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, dober dan, Jure in Jure, koga imamo danes na naši lepi desni strani? Tima. Dober dan, Tim. Kako si ti? Imaš nekaj belega tu na bradi? Dobro. Malo si prašen. Štareč. Star si? Staram se. Ali pa si lizal tiča in munoniču, pa malo praha šlo dol? Ne, sem v celibatu. Celibatu. Lepo. Ja, nič v redu sem. Vi? Nekam Mislim, bolan sem danes, ja, malo low energy, imunski sistem je padel po mojem, tako malo, neki bacili so v kori. To Jure vidim, da ima neke bacile danes v sebi. Sami bacili tle. Sem se prehladil zaradi klime, jaz. Klima je hudič. Jaz imam zato v avtu non-stop odprta okna. Pa ne, se ni bila kriva avto, bila kriva v stanovanju. Te ne začne zepst. Ma je bila samo čez noč prižgano. Da meni je ful lepo, da me zebe. Ja, ma klima zebe je hudič. Zakaj ne? Nikoli nisem štekal. Ki pač to te zboli. V bistvu ne, temperaturna razlika, mislim, da te. Ja, ko greš pol ven na toplo. Pa nisi bil cel dan doma? Pa ne vem, ja, ker me je zeblo propolno. Ne vem, neki sem zakvačko, ne vem kaj. Sem dal na 21 stopinj klima in je bila... Pa še zdaj, ki si lih popravil klima. Pa vidiš, boljše da ne bi delala. Pusto bi pokvarjeno in to. Ki tako ti začela kapljati, ko je bilo hladno in se je mogel ugasniti. Zdaj pa dela neprestavno in evo ti ga na. More of the day ne uporabljati klime. Mislim, uporabljate klimo, ampak meni je rekel moj brat zadnjič, kao, da mora biti maksimalno 7 stopinj. Kaj? Nižje kot zunaj temperatura. Da ne zboliš. Jaz sem mu rekel, kaj me to veze in evo mene. 7 stopinj nižje, kot je od zunaj je maks. Ja. Če zunaj 30, mora biti 23. Okay. Jurček, ti si bil na dopustu. Kaj na dopustu? To nisem bil na dopustu, bil sem na, ja. Ne, kaj je to? Na potovanju bolj. Dopustič. Dopusti, ko počivaš, po mojem. Ti nisi počival? Ne. Kaj si delal? Pusto je bilo ful zoprna izkušnja. Kaj je bilo? Zakaj? Neki pripetljaj so se ti zgodili, sem čul. No, v bistvu sem šel v Madrid, to je glavno mesto Španije, če kdo ne ve, ima skoraj 4 milijone prebivalcev, tako da je zelo veliko. In kar se je zgodilo je to, da sem rezerviral prvo stanovanje na Bookingu in so mi 3 dni prej ga skenslali. Stanovanje, ja, ker na dan. Zato, ker oni baje ni več oddajal. Sem jaz skenslal pač. Lahko 3 dni prej. Pač skenslal. In pol ti Booking ponudi alternativo in jaz se mi je ful modilo, ki sem bil v službi in sem dal samo ok, ja, v redu. Ok, dobimo to alternativo. To meni, da ti je že zabukiralo vse zrihtalo. Ja, jaz sem plačal prvo 550 € za uno nastanitev in pol sem mogel plačati 470 za to drugo in pol mi bi vrnili denar. Niso mi še sploh za uno prvo. Niso mi sploh še vrnili denar. Tako da no, jaz sem zdaj v bistvu dal skoraj 1000 € sem dal takrat in nisem bil še v Madridu, 4 je bilo na 4 noči. In pridemo v Madrid. Ok, vse vzajemo za podzemno in to, pač imaš v bistvu eno kartico, ki velja, lahko zbereš koliko dni, turistična in ti velja za buse, metro in vse. To ima večino teh velikih mest. In je ful dobro, ki priješ takoj. Ok, pridemo do v bistvu fora temu, da smo lahko naredili check-in šele ob 4, let smo imeli mi pa ob 6 zjutraj, ko smo prišli do 9 v Madridu, smo pustili tam kovčke v tej nastanitvi in pol ni bila še soba pripravljena in gremo, pol je bila ura 4, pridemo mi v to sobo in je bila v bistvu fucking klet. Je bila klet, smrdelo je po plesni. Kaj tipo hiša, blok? Ne, tipo ta hostel in spodaj je imel še eno stanovanje, ki je bila praktično klet. In je smrdelo po plesni, škifo. Pridemo mi tam, veš, vsi utrujeni, niti zaspati smo mogli. Smo bili pač jaz, Luka in njegova punca in smo bili vsi 3 na kauču pol tam, v dnevni sobi, ki je malo manj smrdelo. In mi unodoro, če bomo ostali tle, pač to bo slabo ful. Ok, pol jaz cel živčen grem gor do unega, pa sem šel gor do unega, ki je bil kao... Hefe, jo? Ne hefe, ampak je bil v bistvu tale, receptor od hostla. Govorim z njim in mu rečem, dobro, član, daj mi nekaj drugega, ki jaz tle ne bom. In rekel, smo fully booked.
ok, jaz fuck, kaj zdaj? Kličem, pišem bookingu in tako ne odpiše, pol sem klical booking, se mi javi in rečem, jaz ne morem biti tukaj, dajte mi nekaj drugega, ki bom popizdil. In reče, ok, kao hold day online, ne? In pa reče, no te bom poklicali nazaj, bom mi kontaktirali to nastanitev, če se lahko kaj zmenimo. So klicali in so se zmenili dejansko, da plačamo samo prvo noč in da pol nam vrnejo denar. Okay. A si dobil kaj nazaj? Od te sem dobil, ampak kdo ne prejšnje, ki so skenjeni, še nisem dobil. Ok, pazi to. Okay, pol... Vsaj so dali nazaj. No, čakaj, ok, to je začetek. Dobro, saj nisi spal v kleti, ajde. Ja, sem, eno noč. Pol eno noč ste spali na unem kauču. Ja, eno noč ste spali na unem kauču škifa. Ja, flesniva. Ja. No, ampak dobro, jebi ga na noč. No in pol jaz si rezerviral novo nastanitev. Pazi to. Spet rezerviram in je bila, ne vem, nekih 300 €. Nekaj bilo tu manj. Okay. Manj noči. In pišem, telefonska ne obstaja, noben ne odpiše. In ti si že plačal? Ne, tega nisem, hvala Bogu, plačal, ampak bi mi pa trgali, če ne bi prišel. Ok, in spet. Ok, gremo na brunch, jaz spet na klicu z bookingom, kaj ne naredi, veš, sem rekel, kaj mi lahko prosim skenslete, ki se noben ne javi. In to sem mogel 3krat klicati, in so mi pol še to skenslali. Bogi človek hoče samo dopust, nekaj za prespat. In pol pa... Zdaj si bil kakšen hostel? No, pol je bilo pa to. Pol sem se rekel, ok, vzemo dovolj tega, bom plačal neko dražjo in smo dobili fule po stanovanje pol za do konca. Okay. Je bilo res 5 zvezdic, vse je imelo, perfektno. Ampak to je bila tašna drama s tem booking. V bistvu booking mi je dolžen še več kot 500 €. In pazi to, moram plačati za telefon 150 € zaradi teh klicev s supportom, ekstra. Tako da v bistvu sem šel kar v minus s tem bookingom, torej sem plačal za spanje, čakaj, zdaj bom zračunal, 460, 550, 600, 700 € za 4 noči. Kaj grave. Tako da moj booking experience ni bil dober, ampak dobro, so vse rešili nekako. Ne nekako. priporočaš booking? Ma ne vem, ne, veš kaj, gledajte reviewje, pač jaz sem šel malo na Kaj pa hitro. Airbnb? Ja, ti si tako samo sprejel, ko so ti ono napisali, si rekel, Bi mogel reči, ne, easy, ne. Tako da ja. Dobro. No, to so bili bookingi. Spanje je grozno, kaj pa, ko ste bili budni, kako je bilo? V bistvu prvi dan je trajal, v bistvu jaz pa nisem šel spat. Ker smo šli v Venecijo ob 2 zjutraj, smo imeli štart. Okay. Da se spomnim, ja. Ja, no. Sem še delal in prosi tako čez 1 uro šel. Ja. In ob 2 zjutraj smo šli, torej jaz sem bil budren več kot 24 ur. Pestro. In uni dan se ni končal, ampak je bilo v bistvu ful dobro, koliko smo rešili nekako, mislim, prej dan smo bili malo vsi žični s tem spanjem, ker dejansko noben ni mogel spati, razumeš, je bilo kot da se bi, jaz sem tuš ni delal. Nisem slikal, ne. Škoda, ki nisi slikal? Sej ti lahko pokažem na bookingu. Okay. V bistvu, veš, prvo smo mislili, da je po čistilih, je bil prvo po čistilih in pol še po plesni. Je bil tako močen vonj. Ogabno je bilo, ogabno. Kaj še, ko je bilo... Ti pa po oblekah, ki se ne posušijo dovolj hitro in ne, tak, veš, je bil malo bolj tak agresiven von, tak malo, veš. Ki ste bili v kleti, še ni bilo okna in to, ne? Ja, okna so bila, samo še vedno je toliko smrdelo, ne, so bila okna, ker je bilo, če ni bilo jih klet, je bilo prvo nadstropje, ampak čisto, je bila skopana luknja dol, ne vem, veš, je bilo še vedno, v glavnem pazi to, in potem so neke take mičkene lesene stopničke, ki so šel dol to stanovanje, krasti as fuck. In pol pazi to, pol grem jaz sem mogel plačati če polog 150 € unemu, da ne bi karkoli mi poškodovali v tem gnilem stanovanju. Torej jaz teh 150 sem dobil pol nazaj, so mi refundali, ne. Ampak prav je bilo temu, da polk sem šel z njim v klet, to pogledati, če smo vse pustili kot mora biti, sem se vsul po stopnicah dol. Ško sem se razvalil, polno in naredilo sam tako. On je bil pred tabo? Pred mano, ja. Ali za mano. Če njega prijemo. Ne, pred mano je bil, jaz sem tako šel dol. Je bilo ful smešno, ampak no, tako. Ja, drugače kaj, to so bookingi, no. V glavnem, ja, ni bilo jih najbolj prijetna izkušnja, ampak dobro, na koncu stanovanje je bilo res super, no. Res, je imelo vse je imelo. In tu je lepo balkonček. Koliko ste plačali? Za to stanovanje mislim, da je bilo pol na koncu 460, samo ena noč manj, ne bi mogel Ramaj vzeti to, pogledati. Je imelo fucking 9,5 je bilo ocenjeno, razumeš? Res je bilo, no to je zanimivo, veš, na njem bil tako booking, da sploh nisi videl enega človeka.
Ti si imel narejen check-in preko neke njihove spletne strani. In kaj pol so ti poslali Si dobil PIN in prvo to? PIN za vhod, Zahodi, pol si dobil PIN za stanovanje, prvo enkratni in pol si dobil še kratkega. Narejeno, pa še uno so ti naredili še osebno, ti je poskeniralo za njihovo aplikacijo. Veš, ko so imeli v nulo narejeno, v nulo. Zip. To bi mogli imeti narejeno, jaz bi to razmišljal fakt, da bi to mogli narediti v Sloveniji. Mislim, da kupiš... To dela en moj kolega, lih to, zdaj ne bom pravil kje, ampak mi je pravil, pač mi tega nimamo, pri nas Slovenci še vedno napri po ključ. Ja. To je ful dobro. Veš, kako je imel narejeno v nulo. Kupuje bajte, naredil te pine in je rekel to check in. Lahko kjerkoli po svetu štekaš in dajaš to in te boli kar realno. Fora je v temu, ki ti moraš v bistvu zaradi takse turistične moraš poskenirati osebno. In on je imel ta aplikacija, ki so imeli oni spletne strani, ti je še osebno so ti poskenirali, slikal si obraz in dejansko je vedlo, če si ti ali ne, pač fucking sick. Res. In dejansko nisem videl enega človeka. Sem dobil samo polno še eno sporočilo, je bilo, če ti je bilo v redu, si dal zvezdice ali ne, od njih v nulo narejeno, res. No, kaj sem jaz šel početi v Madrid? Jaz sem šel v bistvu, glavna stvar je bil ta festival Mad Cool. In v bistvu sem, prvi dan nismo bili, drugi dan, torej v petek smo bili na tem festivalu. Jaz sem prvič v življenju videl po moje 80,000 ljudi, ko hodi nekam. To je nerealno. 80,000 ljudi je bilo na festivalu. To so ko mravlje, pizda. In jaz imam posnetke pač od tega, ne. In dejansko oni dan je bil Sam Smith, so bili, ampak ta tip je posest z nečim, pač to ni normalno. Zakaj? Ček, to je uni debel hudički oblečen. Tip je dejansko bil oblečen v take stvari, v hudiča, v te stvari. Pač je bilo res ono hardcore. Je vsaj naredil dober performance. Ma nisem gledal celega, ki jaz tega ne morem, mi ni bilo zagledati, res. Mi je bilo too much. A zakaj, kaj je bilo? Ta satanizem tam na odru. Fuck. To ful že kaže, tako po TikToki hodi na njegov koncert in pravi, da je malo too much. Ne, je too much, meni je bilo too much, no. Fuck. Kakšni ste bili najboljši tam? Mislim, jaz sem šel za te Rufus do Sol, to so oni, ki so meni najljubši, je bilo res nerealno. Jaz dejansko smo prišli prej, sem se usedli pred oder, jaz sem bil tako 10 metrov stran in šov je bil res fenomenalen, res je bilo dobro. In so bili zadnji, torej so bili od 1 zjutraj do 2 popol zjutraj. Wow. 3. In je bilo res fantastično. Tako so imeli cel šov, polni list, ki so leteli okoli. Vsi komadi, ki sem jih poznal, so bili. To je bilo od zunaj ali notri? Od zunaj vse, od zunaj. Drugače so pa imeli, mislim, da je bilo vse skupaj 7 stageov, ne? 7, ja. 2 največja, pol sem bil na teh, ko so že Mumford & Sons, pol so bili The Black Keys, vsi tej hudi so bili tako oni dan tudi. Naslednji dan pa nismo bili, mi je ful žal, so bili Red Hot Chili Peppers. Jaz bi šel, če bi šel na Red Hot. Ja, meni je ful žal, samo sta rekla, mislim, Luka in njegova punca Eva so rekli, da jim je malo predrago. Pa sem rekel, ok, dobro, bomo šli kaj drugega delati. Ma se je bilo v bistvu tudi ok, ker dejansko, veš, ko si en cel dan na festivalu, recimo Eva ni mogla več hoditi. Pač ona je bila tako boga. Pa zmučite, dej. Ja, ma veš kako... Cel dan tam stojiš in sonce, razumeš. Na festivalu nekem tako, mislim, ok, na Overjamu, ampak pač to ni isto, pač tam sem, kad iš stravo, pač. Ne, tam je bilo res 6 ali 7 odrov. Razumeš. Nerealno je bilo. Si spoznal koga? Ali ste se bolj držali vi tri skupaj? Ma veš, nekako nisem se neki ful spoznal, z nekimi puncami sem tam pogovarjal tako v easy. Tako, jaz ko grem tako po svetu, sem kar komunikativen, mislim tako. Veš kaj, smo toliko leteli naokoli, da dejansko, veš te na tem festivalu, smo itak lovili te artiste, ne? Prvi artist, ki smo šli, so bili eni Emotional Oranges, drugače so ful dori. Ja, ful čudno ime, ampak cipi so zamudili pol ure. Veš prišli na prvi uni in zamudijo fucking pol ure, full disrespectful. Glavno priporočaš, bi šel še? Ja, bi šel še, samo... Ne, Sam Smitha. Meni vse ful dobro poje, samo tudi dober šov je imel, vse, samo tako meni je bilo malo ono. Energija kakšna je bila, se je čutilo tipo, da je pač... Ne vem. Nek bad vibe, ali je pač to samo šov? Ne vem. Ker lahko je pač tudi samo šov zato, da se govori o njemu. Mogoče pa ne. Ja, imel tudi vse take neke čudni artisti, ko so bili tako malo taki, no, ki je imel neke vašte plesalce, pa... Ja, sej šov, celoten. Ne vem, meni je bilo tako. Mislim, par komadov sem poslušal, ma pa zašel neki sem bih. Zgledal tako ful okultistično, tako ma ne, mogoče ne, mogoče je bolj šov. Mogoče ne toliko, kot lahko je bolj šov. Ne vem, ne znam se odločiti, ampak je pa zanimivo, da verjetno za kakšno ljudi je malo odbijajoče, ne, predvidevam. Kaj za? Da odbija koga, ne?
Ful po mojem odbija. Čeprav je bilo polno, razumeš, tam je bilo še, ne vem koliko, tam 30 ljudi. Samo da ni skočil crowd. Ne, ni. Dejansko to ni noben naredil. Zmesti. Kaj ste kaj jedli? Ja, jedli smo vse te tradicionalne stvari, sem jih jaz nateral. Tipo? Pač oni imajo ful te tapase. Ja. Smo jedli prvi dan smo jedli to, pili sangrijo. Sangrija meni pizda. Veš, kaj pomeni sangrija? Ne. Kri. Kri. Ja. Wow. Ja, to je pač Ti piješ kri, hodiš na Sam Smita, kakšen si ti devilček mali. Mali vragec, se ni več mali mišek, da bo mali vragec. Tako da ja, no. Sangrija je bila dobra, drugače pa, kar je ful drago, je ta njihov pršut, ta Iberico. Je bil dober? Dober, ampak 22 € je bilo Pač tako pršut. 10-15 šnit. Ampak povsod je bil 22 € in dejansko tudi bil sem v McDonald'su en dan, ki nismo več najdli nič za jest. Tako slab McDonald's. V Madridu, Ja, veš, ki je verjetno 100. In mi smo šli za enega, ki je bil res slab. Prav ono. Zdaj stres, ko sem bil v Barceloni, sem prišel nazaj z 8 ali 9 kil, sem se zaždev, jaz sem samo McDonald's in Burger King jedel cel čas. Pa si bil v Madridu, zakaj si to jedel? Ne v Madridu, bil v Barceloni. No. Ma ker se mi ni dalo hoditi, se smo šli kdaj tako ven na večer, ampak pač finančno se mi najbolj splačalo iti pač po... Burgerček. Ja. Ful mi na živce, ki na letališču redno pregledujejo ljudi, če imajo kao bombe. Pač, meni se to vedno zgodi, ko grem nazaj. Mene so to nazadnje zatreli. Ker je fore temu, ki to je natajmirano, ki to ni da zazna. Kaj če zaznat na meni? Pač, razumeš? Ne, to po mojem ne vem, da vsakega 10. Ja, ker je eno žensko in pol je meni. In pol ni prijetan zoni list, ko sem ga gledal tako pička ti mater, prav bi jo imel zdaj. Da bi jo zdaj imel, bi jo zdaj razstrelil. Zgledaš, kot da imaš bombo. Ma ne, ker meni se vedno bruha, ko grem na ta letal, razumeš, ki mi dala ta ansija, ker vedno razmišljam, kaj sem kaj pozabil od torbe. Kaj imam ganđo s sabo, kaj neki je... Ja, če ne konzumiraš teh stvari. Ja, vem, ampak pač razumem, in mene pol, jaz sem vedno mamo, ker ima Matejma, tipo Valjda je bled, sumljiv pol. in pol me vidijo tam jaz bled se potiram. Pa sej oni samo to gledajo. Vedno me dajo tam na stran, me začnejo zvoniti. Ni mi listki drsati. Zdaj bom šel v zapor, tam me bojo silovali. O moj bog, kom klical moje, čao, me ne bo zdaj 2 leti. Ja, nekaj res smo bili v Barceloni stari in ker nismo pozabili, jaz sem vzala paketek not stari in smo šli pred tam in lih prej smo šli not, smo se spomnili stari. Se na koncu bi šli še čas brez problema. Ma ja, se hoji znati. Ampak ja, lej rajši na stran. Ja, Madora, veš, zdaj ko sem hodil, pač po svetu sem hodil z uno brado, ki sem imel za film stari. Se iskreno, jaz ne vem, kako te poskenira uni skener za človeka. Ono po moje samo železo išče. Ono ne išče železo, ja. Ja, tako da če imaš ti pušto v jajci. Tudi X-ray. X-ray, ja, ampak ne vem, imajo. Dejansko ne vem, če imajo. Vse letališče, ki sem bil zdaj, ni noben imel X-raya. Ba je, da... Ja, recimo kakšno v Londonu mogoče ima, itak tam so me celega zunj listko, prvo je zaznalo, da imam bombo, se reko, ja, tlejo imam, stari. Drugače, jaz sem šel, smo šli v ful muzeje in v galerije. Sem videl Boscha, Bosch je ta artist in slika je, slika, ki sem videl v tej galeriji, ki je najbolj znana, je ta The Garden of Earthly Delights. Kaži, kašne. To je tipo top 5 slik. Mislim, da vem, kjer je. Kaj, draga, lepa, najbolj Ne, kaj? pač dejansko boš sigurno poznal, ki si videl te odsekivna trodelna, veš? Ja, ma to Kaj, pet ki kaj. pokaže pekel, ki je narava, ki je vse. Ja, To si videl to že? je ena izmed mojih najljubših res. Ful dobra slika Si uživa, videl res. že, koliko velika? Je ogromna, ne? Ma ne, ko naš napis, malo večja je. Moja, Ne, večja je, tipo kot to je tipo je malo daljša kot ne od vem, to okna. znam, to je bolana. To je Ful dobra slika. In dejansko sem videl tudi Ljubim to sliko. še eno sliko, ki je bila ful zanimiva. Je pa bila v bistvu, ko je bila naslikan princesa španska, tudi ena izmed top 5 slik, ki v bistvu je slika, kako se slika tega Ja, kralja. Inception. In je tako top 2 top 5 slik. In meni je bilo kaj to to pet kaj? top 5 najbolj znanih slik na svetu. Ne znanih. Top 10, no, top 10. Si bil tak razgledan fan, si šel tako po Ja, muzejih. muzej smo šli samo v ta, od, kaj je to, neka španski, ne vem, kaj je bil, Njihov splošni narodni muzej, muzej, ne? narodni muzej, ja. Šel v muzej, kateri Tipo veš, narodni kje je. muzej, ja, ampak ni mi toliko zanimivo, pa so imeli folo nekih lobajnovih puščic, Madora, whatever. Okay. Dejansko ta art muzej, art galerija je bila dosti bolj zanimiva. In sem kupil tem mladičem, sem kupil, da imamo slušalkice, smo bili kot pravi turisti. Ja, Kakšno slušalko? Veš, da imaš, da te vodi. da te kaj naučijo. Ja. No, Tim, kaj si ti kaj počel te dni? Jaz tako, ta 2 tedna nisem imel neki, nisem neki full razen delal in to, full razmišljal o sebi.
pač da neki ljudje pač umrlo, mislim, bil na pogrebih, sem bil deležen pogrebov res bližnjih pač ljudi od mojih prijateljev in tako, nema veze kdo, kaj, zakaj. Ampak tako, kar žalostna 2 tedna, moram reči, kar težka, tako ne zame, ampak tako pač, ko si prisoten tašnih stvari, tudi te spomne za nazaj, ko si ti bil deležen levo desno. Ampak je pa dejstvo, da pol, ko sem ko sem na pogrebih in ko so tašne dnevi, se zavedam, da v bistvu nasplošno, kako smo mi kot ljudje neumni, razumeš, ko se ti pa ne vem, vsak dan kregamo za gluposti, ne vem, se pričkamo, pa se neki tračaš, pa neki se uno, pa neki, a sploh ne veš, ti pa dokdaj boš tle, kaj če jutri ne bo več, kaj če jutri neki od sebe ne bo več. In se mi zdi, da ljudje ful vzimamo preveč samoumevno to, da smo tukaj in preveč samoumevno vzimamo zdravje in preveč samoumevno vzimamo ljudi, ki jih imamo okoli nas, da bojo vedno tu. In mislim, da bi mogli vsi počasi malo bolj pač biti prijazni ljudi okoli nas in vzimati trenutke za pač da uživaš res v vsakem trenutku vsa po sebi, itak da se skregaš, imaš spore z ljudmi, samo zakaj pa je treba to forsirati, res iskati dlako v jajcu. In, boljše kot jajce v dlakah. Ja. In pač sem tako, ful me malo prizemljilo spet. In tako Kaj si rekel, dlako v jajcu? Si rekel dlako v jajcu? Ja. In me je ful prizemljilo spet malo in mi je dalo tako malo misliti. In se mi zdi, da mogli vsi ljudje malo pač biti hvaležni z ljudi, ki jih imamo okoli, ker preveč vzimamo to samoumevno, da bojo pač celo življenje z nami. Tako da bojte grateful in izrazite svojo ljubezen ljudem, ki jih imate okoli sebe. In vsaka malenkost, ki jim boste lepo povedali, kaj mogoče bo jim polepšalo dan, nikoli ne veste, kdaj bo šli. Tako da ne se kregati za gluposti, živite v momentu in bote veseli za vse, kar vam vesolje ponudi. Tudi če se vam zdi malo, od plusov in minusov. Je dejansko, sem videl en full lep quote na TikToku, tako družina te ima rada, mama te ima rada, ampak nikoli te noben ne bo imel tako rad kot tvoj partner, ker on izbere da te ima rad za osebo, ki si. Mama te pač ima rada, ker valjda si njen otrok. Tata, nona je brati. Pač družba te pač te sprejme zato, ker si in te ima rad zato, ker si. Ampak tvoj partner, veš, je še bolj kot kolega in te ima rad in ti daje ljubezen samo izključno zato, ker si ti in kaj si ti. In to se mi je zdaj full lep quote, no. Praviloma. Mislim, je pravilo, ampak Praviloma. Ja, praviloma, no. Praviloma, ni nujno, da te. Ja, ni nujno. Želim vsem, da najde praviloma. Ki jih bo imel tako rad. Mislim, quote of idealno lož today je, da pač bote malo bolj obzirni in prijazni ljudi okoli sebe in hvaležni za to, da jih imate ob sebi. Vi ste pripravljeni umreti? Jaz, ja. Kaj to pomeni, pripravljeni umreti? Ne vem, če umreš jutri. Kaj se češ pripravljati? Ja, mislim, veš, bi se sprijaznil s tem. Če sem mrtev, nijam druge. Ja, ma ne, veš, si zdaj na eni točki, da bi danes vedel, da umrem jutri. Ne, da bi danes vedel, da pač imaš neko bolezen in da imaš še, ne vem, 2 tedna. Ne to. Bolj sprašujem tako, če imaš notranji mir, da če zveš, da boš jutri umrl, če ti je okej. Mislim, tako, ali če ne vem, obžaloval pač pa to, kaj če bi to, kaj če bi to. Iskreno, bi bilo malo prezgodaj, nisem dosegel še vse, kar sem hotel dosežiti in pustiti na tem planetu še vse, kar hočem pustiti za sabo, ampak definitivno pa, če bi imel za umreti, mislim, nimam težave s smrtjo. Malo me spominjaš na Sam Smitha, zdaj ko te gledam. Zdaj, ko sem debel. Ne, bom fraz. Malček. Ja, okej, vidim. Se on je tudi malo tako čelavi, ne? Ja. No, mislim, ne vem, nimam težave s smrtjo. Ful se spomnim v mojem otroštvu, ko sem bil majhen večkrat, ko sem se tuširal, sem dobil neke panične izpade sam sabo, ker sem pač bil tako potušen, že fakt, pač ti umreš, pač tebe več ni. Še kaj pač te ni več, razumeš, ne začel to ful, razmisliš in ne vem, moji možgani so tu šel ful v paniko. In potem je bilo vedno ful strah smrti. In pač pol sem začel meditirati levo desno in nekako pač sem sprejel smrt kot dejansko dobra stvar. Je pač dejansko smrt je lepa, če jo gledaš iz neke pač perspektive. Slabo je z ljudi, ki ostanejo tleva, da ker žalujejo po tebi, ampak se mi zdi, da to je pač unikončni del, to je unasladica, to je nirvana, ki jo pač doživiš, se pač sprostiš. Kaj misliš, da umreš zato, ker si dosegel vse, kar si mogel doseči? Ne, mislim, da pač, ko ti čas odbije, ti odbije. Ja, ampak veš, je zapisano nekje, da veš, da je kao, zdaj je tvoj čas. Ne, zato, ker se mi zdi, da si
To je moja teorija. Se mi zdi, da se pač nasplošno sami gradimo. Pač kolikor toliko je lahko, kaj boš, kaj ne boš, ampak se mi zdi, da pač še vedno ti sam sebi delaš pot, sproti vsak dan, nekaj drugega. Zato ne verjamem, da ti lahko kdo napove prihodnost, ker lahko vsako tvoje dejanje jo spremeni iz dneva v dan, ker živiš samo v trenutku in sedanjosti. Kaj pa, če on ve, da ti sam sebi krojiš pot? Ja, pač... In vidi, kako si ti ampak se mi zdi, da vedno gradiš pač pot. tudi, ko umreš, še vedno, mislim, ne vem, jaz verjamem v reinkarnacijo, tako da... Okay. Kaj misliš, da boš v drugem življenju? Ja, pač ne vem, če bom dosegel vse, kar je moja duša imela za dosež tukaj, se bom ne rabo več reinkarnirati, bi bilo super. Pa se bom rabo spet reinkarnirati, let's get the party started. Kaj misliš, da je ultimate forma bitja? Ultimate form, po mojem... Drevo? Ne, pač energija, samo vibracija. Ne, zbral to ful dobro knjigo o potovanju duš in je pravilo o preteklih življenjih in je bilo ful dobro opisano, kako za reč, eni pač imajo tako močne duše, da v enem ali dveh življenjih opravijo svoje in pol grejo, ene duše pa grejo skozi 100,000 ljudi in pol ko imajo 100,000 prvi opravi nalogo te duše in pol ta duša lahko gre v nek višji duše svet. so kot neki programi in to dobiš. Ki ti pa budisti verjamejo v to, da se da ti v bistvu umreš le takrat, ko si dosegel vse. Mislim, če ne se pač v drugo bitje ne reinkarniraš, dokler ne priješ do cilja. Torej za reč, Nekaj takega. mislite, ja mislim, jaz bi tudi rekel, no bi se strinjal s tabo, da Ali si ti duša na začetku, ali duša te najde. duša ti je dana, po moje. Ja, pol pa ne velja to, kar si rekel. Ja, ne, po mojem, pač se... Ja, pa Ti si rekel, da duša menjava telesa. ja, ko umreš, Po mojem si ti duša. najde drugega. Jaz sem ti duša, ali da Po moje ne. smo mi telo. Po moje ne. Da si ti samo telo. Po moje ti obogatiš dušo, ki ti je bila dana. Ne, po svojo mojem, izkušnjo. Ne, po mojem pač je to samo tempelj. To. Ja, ampak se pač tekaš. To je material, Duša se pač. obogati s tvoje izkušnje življenja. Ja, to je material. Ne vem. Ha. Mislim, jaz sem šel pač v to regresijo in te fore, ki kao vidiš past life, tu ko sem takrat ukvarjal ful z meditacijo. In, Kaj si bil? kar sem tako ful začutil, je bilo, da v Egiptu sem bil ful visoko. Sem bil ženska neka, ne vem. Afrodita. Ne vem kaj, ampak ja. Afrodita. Sem bil vedno ženska, no, zato imam ful ženstveno energijo, da sem prvič v moškem telesu. Kaj si bil Bi rekel mačka? šaman tudi. Kaj si bil Je mačka? tvoja duša malo zajebala. In, Ti moraš v Egipt, pomeni, ko gretim v Egipt za svet je nekaj na vrhu piramide. Bukake, Veš, ono tako, Se odpre gre mimo in piramida. samo tako, tipo Indiana Jonesi so notri, samo tako zlati, stvari. Kaj si Veš tam čujem? zraven arheologov, lih neki Ja, kafajo ja, pride ful, ti. moje oči, če pogledaš, so ful. Tebe moramo peljati v Egipt, da vidimo, če se kaj premakne. A ja, si misliš, da. Puno skala, Ja, bom groben nič. puno tako gre ven na sfinga. Ti vidiš vse one turistične vodiče. Je bilo ful to, pa točno pred tem sem umrl, da zdaj sem ful fobijo pred iglami. Vedno. In pač, ko sem šel to delati, sem videl, da sem bil neka ženska in sem umrl do overdoze. Samo ne vem, kako so, kakšno so imeli, ne vem, če so sploh mumificirali ženske v Egiptu, to nisem prepričan. Samo moške, ne? Samo moške se mi zdi. In kar se pa ful spomnim, ko sem šel v to trans, je, da so pač, da svetlobe so imeli not v piramidah, to se ful spomnim. Ja, se pa je na vrhu piramide je bila zlata. Pač prav se spomnim, da je bila elektrika, tipo. Pač ko mi je to, mislim, da se jaz spomnim, ampak ko mi je ta ženska to, Tip je History Channel. ko mi je delala to, Ti jim odkriva skrivnosti piramide. se prav spomnim, mislim, tam so neki bil tako, so bili to, ampak prav se spomnim luči, res izredno se spomnim svetlobe, tako da dvomim, mislim. Ti da greš Po mojem- tam res, boš najdel Po mojem stikalo za luč. Stari Egipt je bil fulbol napreden, kot mi doživljamo. No. Pa je, da Travis Scott ima zdaj release novega albuma Utopia v Egiptu pri piramidah. koncert. Igramo ful na živce. To je tu isto tanizem neki na pomoč, da so vse neke prodane duše stari, v nakajli tam bre, to bi jaz bil z avtom in rikverc, res, gre vsi na živce tam, da bi imel toliko denarja, vse bi kaj donirali, ono revnim gnusni so, da, v glavnem ne. Treba iti na en trip v Egipt. Ja, lahko gremo malo v Egipt. Ta Egipt bi mogli, veš, počasi. Samo jaz se malo bojim Egipta, da ne bi umrl tam. Jaz. Zakaj? Ker Ne vem, te bakterije, Mene bi se šopa s sonce. temi vitamini, se šopaš Ja. in gre. Jaz bi tam najdel kakšnega sebe, pa lahko. Ne, sigurno bi ti tam kakšna piramida bi zasvetla. Res, ono žarek bi šel za njim, veš.
Ne, ma res, imam tudi tako. Se dvigne, imam tako obraz. Imam tako obraz. Glava Ne, ti sfinge si bi fiks šla za neki. njim. Ti bi mogel narediti DNA test. Ja, mi je rekla, da še manjka, da imam perzijske, kao neke. A to bi Po jaz moje, prišel. ti si bil res ona riba dore iz Egipta. Ona ribetina. Ribetina, ona, veš, vsi faraoni, oni, ki so se karali med sabo, so te gledali. Vsi oni tako... Tam sem bil revna, verjetno je pol me unizel, sem bil medlik žarja. Ja, ti veš, da so bili malo bogi tej faraoni in to so bili, veš, incest in te fore. Ja, so ko bili vsi tretirani. kralji v Vsi zgodovini. kralji. Ja. Ja, ma dejansko, ko pogledaš, ne, ki so fukali med sabo. Pač, če imam zdaj jaz sestro, ne, kaj da moja sestra je najbolj huda od vseh ljudi, ker one so tam neke veš revne. In pol valjda so šli na svojo Ja, ma ne, sestro. vse tako pač, to je pač tačna kultura, bila takrat, to takrat Logično, ni bil ja. incest, to ni bilo... Pač Ja, to kaj, je- ja, veš pač, Ja, v ma njihovih to je zdaj cajtih, nam čudno, razumeš, ma v njihovih cajtih je bilo pač tako. kje si najdu ti tako hudo ženo? Ja, ma so prišli te čudni otroci ven. Ja, pač, jebat ga. Ja, Se boje, če je neka Na Kitajskem je sestrična v vse, drugem pač, kolenu, ti boje, da nikoli celo ni jedel toliko psa. bet, veš. A mislim, še Mislim, vedno da malo do je, neke ne. stopnje boje, da je ful majhna nevarnost, da pride otrok poseben. ja, mislim, da do tretjega kolena. Neki drugega, ali celo po drugem neki, ne Ne, vem. drugo je že nevarno, tretje mislim, da je. Ja. No, dobro, ne seksati z bratranci in sestričnami, je še Ljubezen mnogo je drugih slepa, kaj da zunaj. vam rečem, ampak ja. Ne, ampak to po mojem, ko so se med sabo ni bilo lih Meni pa mi je izbira. bilo ful, lik sem videl na TikToku, zdaj en dan neumestna, ampak je pač bila kao stara Grčija, ne vem kaj, in je bil en tip, ki ima pač majhnega, ne. In je zabaval enega, ki me je vlekel, rekel, ma kaj, škoda je bilo to. A, vse." sem videl, In je ja. bilo- In on je bog je jokal, no, I have a nice small penis, everyone wants, not your big neck. Ki so ga zabavali, Ja, da bog je tretja jok- noga, loser. Ja, ne vem kaj. Ja, sej David, če pogledaš v skulpturo, ima ful majhnega. Ja, se takrat v onih časih je bilo lepo, da si imel... Mislim, da to je bilo moderno. Pač ne, pa takrat Piš, da je kaj bilo- nismo v Grči. Takrat je bilo pač... Jaz bi bili res top G v Grčiji, jaz in Matej. Zdaj je pač moderno med te tretje noge. Mislim, moderno, pač ni moderno, moraš še kar med. Ja, Če jo imaš ali nimaš. ali imaš ali nimaš, ja. Mi nimamo brazilsko dvigovanje, podaljševanje Nimamo, penisa. ne. Ti, ki si rekel, da si bil na koncertu, jaz sem tudi bil na koncertu, malo manjšem. Malo, a? Ja. Jaz sem bil na koncertu v Novi vasi. Od koga? Od Veselica. pokvarjenih prikolic. Ne vem, res so bili eni mladi, nek bend je igral. Tako da je bilo kar lepo, ful je bilo zanimivo videti. Greš na veselico. Ja, moja pupa je iz vasi, pa Mama rade To je šli. the band, to je šli the na- shit in to ono. Ja, to je banger. to pač To moraš ono, iti vsi z nujno. vasi so tam, vsi traktori najboljši so tam sprede parkirani. Pač, to se je že tako ob osmih se je zbrala cela vas tam. Mladi, stari, vsi so bili tam in klepetajo, jejo in pijejo. Ja. Najboljša stvar veselice so srečke. Jaz sem porabil več denarja na srečkah kot na pijači. Glavna nagrada je bila sesalec brežični in sup. Kaj je Nisem bil dobil vse nič. uni drak? Ja, uni to dober. Hoover, ne kaj že? Hoover, Dyson. Dyson je bil. Menda ja. Dyson. Pač ti pravim, za Mamma Dysona kupiš srečko. Tako da Pote. ful stvari smo dobili, tle sem prinesel 2 okvirja za Ti pa studio. dobo ono mesto Dysona 2 okvirja. Tam sem dobil lej prvo pomoč. Jopič, en ful dober debel flomaster nam je lik zmanjkalo. V glavnem jaz sem fiks porabil enih 30 evrov na srečka. Da, meni je to ful dobro. Bolano je bilo. Čekaj, Jaz sem dobo. moram šoutniti enega člana, mi je začel razlagati, šout Matic Fibercat ima ful dobre ograje. Mi je razlagal, ko ima dobre ograje, strešnike. Če rabimo napis za člane, nam lahko zrihta, Res. spremlja podcast, tako da šout Matic. ful, hvala. Ograje. Ja, tako da ta veselica je bila kar banger, ampak ne vem, pač ne štekam jaz te kulture, da pač priješ tam, piješ in pogovor je to, si spil en drink, cool, gremo na še en drink, ja, kaj ti drinkaš, maničevo drink, cool, dej gremo na en drink. Se vsi pijejo špric. Ne pivo in cviček tam. Pizda pivo, oni stomak, tako. Oni stari, tam rdeče face. Ja, v trebuh tašen, veš, ki ima prav tako lepo. Veš, ki je ono človek tako suh in ima tašen trebuh. To je meni fur zanimivo pri teh. Pazi, To bom jaz. čevapi, enih 5-6 čevapov, pomfri 12 evrov. Pičku mater. V Sarajevu je Pričem, bilo da so dali Hooverje. 2,5 v Sarajevu. Pa kaj so Lepnje imeli- in čevapi, tle 12 evrov. Ker so imeli wagyu krave. Pa ne veš, ne vagi krave. 12 evrov član, čevapi pomfri. To ste malo pretiravali. Ma to so te kmeti bogati, ti pravi, in te zetori in to imajo oni tam se fjakajo okoli.
Stavec gazet. Pa pridejo punce fajne. Fajne, gledajo to bejbo. Ne, ni tako. Ne, kako reče oni? Spomniš, ko sta prišla na dva v korto? Joj, na bljutava. Tipo to so tej. Krasti. To je ta ekipa. Tako krasti. Shout out bandi, s katero sem bil na veselici, je bilo Bolje, zbavno. Matej je bil tam unikulturen. Ja. Najboljše znal slovensko, po mojem. Tako da, ja. V glavnem, ta teden sem bil, jaz bilo zbavno, sem šel k Barberijanu, shout out naš Vsak Barberijan. teden si pri njemu pizdal. Me moraš malo porihtati. V glavnem, Jaz nimam kaj iti porihtati. ja, lahko greš njemu za kakšen fade, z bradom mogoče ti lahko redi. Ja, ko mi bo zrasla. V glavnem grem jaz k njemu, poklepetam, ko še kome, ajde me ostriže, se ga vidimo, uleti drill. Poklepetamo z drillom, cool, ko še kome, ajde, se vidimo, uživajte, uleti Masaja notri. Čau, ko še kome, poklepetamo, kako je dogaja live. Prišel sem jaz domov, 3 ure sem bil pri Barberiju. Cela banda uletela, tako da je bilo kar Nisi zabavno. mogel zapustiti. Pa veš, se zaklepetaš z enim, vem, pa greš, se zaklepetaš z drugim, pa ko da jaz sem šel, prinesel drill šote, smo šotnili, ko škome nas zdravili malo na Matej vse. pije. Matejči. Fuck off. Ja, veš kaj pije, ko so, ne? A. Veš, ko hoče impresionirati Ja, ljudi. kao, ajde. Ko hočem- Pil ko nekaj. hočem biti cool, tako. Jaz pijem, veš, Dej, natoči še enega, dej, eden je premalo. Dej, enega gre još časti. Jaz pijem samo s kulskimi ljudmi, tako ja. Zakaj bi pil, kaj? Sej, itak je vse isto. Prije drill, dej spime. Ja, valjda, stari. Ko še kome. Peer pressure, razumeš? Ja, tako. Lej, nafukal sem. 100,000 kmetov, noben me ni prepričal. Prišel drill Masaja, ajde. In bolj si vozil. Si moraš Divji. misliti. Po enem Badass. šotu, a? Div je. Uno, Div je Matej, kaj ste mislili, da je Matej lahko... She a baddie, though. She a baddie. With my baddie friend. Give me one margarita again. Spoznal sem Jana iz Joker Auto. Smo šli z eno kolegico, nesla mu je očevalec, jaz lih, čau, koškome, Matej, on meni Jan, sem rekel čestitke. Čau, svaka Jan iz čast. Joker out. Ima, ful, Joker out. Jan, Joker out. ful mi je bilo bed, ki nisem vedel, kako zdaj biti. Kaj se delam cool, se delam, da sem zdaj fanboy, ki dejansko je bilo tako malo exciting. Lahko bi ti spil šot z njim. Pizda lahko bi, ne. V glavnem je bilo ful dobro, sem rekel, svaka čast za vse, kar ste naredili. Je rekel, čestitke tudi tebi, jaz ga pogledam, zakaj. Ma jaz sem videl unni film, si uspel, sem rekel, hvala Jan. Je rekel, omeni kaj fantom, če boste imeli kaj čas, jaz imam s kolegom najboljši podcast. V glavnem sem rekel, Jokeri ulete, rekel, pa ja. Jaz in moj Bomo mogoče. kolega imamo podcast. Tudi pijemo šote Jo. na setu. Veš, ko smo bili zadnjič pijani, stari. Last night was a movie. Žurka, noro, crazy. Noče ne morem več. To si rekel, ne sredstvo, jaz sem Ne, ti, moker. bratče. Prav moker cel. Spoznal sem ga pa, ko smo šli na snemanje, sem z Anabel imel eno kuharsko snemanje, smo delali lazanjo. Prvič v lifeu sem naredil Čakaj, lazanjo. zakaj tebe povabijo na mene, ne? Kao jaz nisem Ti si dovolj bil na popularen. dopustu. Jaz nisem dovolj popularen za za Anabel snemati. Ne, Ne, nisi, A? Jure. Veš, A kako smo Rimanič je? uživali? Veš, ko smo uživali? Se ti preobjavlja več na TikToku, kaj? Kaj smo malo lazanje kuhali? Jaz že Pa pol čitak leta nisem nič objavil. ne objavi nič in zdaj on še vedno dobi neke kao dile, štekaš, ono, kar neki. Jaz sem Kaj se jaz, upokojil, recimo? Ja, kaj upokojil ti? sem se na Kaj vrhu jaz? in zdaj je. Jaz sem ful bolj zabaven, kot marsikdo tle, ki ga vabite. Ampak znaš delati lazanjo? Ja, boljše kot ti, sigurno. Veš, ko sem naredil fire Ma, fucking ja, lazanjo. sigurno. Od Anabel lazanjo niso pojedli, mojo so celo pojedli, še ekipa je pojedla. Polana fucking lazanja. Lepo daš tako meso, malo bi lazanjo prepražiš od Anabel. meso. Pizda res ni bila dobra, veš? Sem jo proval, taka vegi ni dobra. A vege je naredila. Vegi je naredila. Ma dej, čau. Ne, ne. In kaj je dala notri za meso? Bučke in špinačo. Na katerih kanalih bo ta video? To lahko vidite na Instagramu in TikToku, džungle, tako da šarao džungla. Bil sem tudi pol po snemanju na pumpi, ker sem mogel tankati avto, ker ponavadi, ko nimaš benzina, moraš to storiti. Zakaj se ne reče tankarna? Ampak res. Kaj ne rečeš, grem na pumpo pumpat avto? Ne vem. Tankarna. Postavim živčen. In kaj unije tankač? Ja. Tu tanka benz. In una ročka je tanka. Benzinajo. Ne, uno je... Ma gremo delati benzin.
Stanko na stankalnici stankač. V glavnem, šel sem tankat in sem imel oblečeno naš dober dan majico. Dober dan. In je una na pumpi rekla, fuck, je huda majica. In tako jaz, nice, kaj, tako, ne vem, sem mislil, kaj, pozna mene, spremlja člane, so nekaj, tako, spremlja Pozna mene, veš, pozna mene. Ja, ali pozna mene, ali spremlja člane, veš, če ne, Kaj ne če bi pozna poznala. Tima in te je videla na članih? In bi rekla, ja, no, pol pozna člane. Kaj poznaš mene, ali mogoče slučajno si videla podcast? V glavnem je rekla, me je hamblala, je rekla, ne, samo full huda majica. Na koncu te je poznala. Ne, samo sem rekel, what, kaj spremljaš? Rekla, ne, sem tako, full huda majica, dober dan, pač huda forica, kje se da nabaviti, sem pokažal se vzadaj, sem rekel, bolana majica, kje se da nabaviti, sem rekel, na spletni strani prije kmalu, spremljaj člani profil, je rekla, program pofollowat, pred malo šla pofollowat, je rekla, full sick majica. Tipa, tako 30 plus, tako starejša teta. Danes sem videl Natašno Milfovom karanu. Jaz sem videl na Beyondu, danes sem, vrat se mi je zlomil, sem šel še enkrat gor, pa nisem nič pozabil. A zato sem te čakal? Ne, to je bilo, Zato si zamujal na snemanje. Ja, mislim, 30 let ni še za Milf. Ma ne, ona ni bila, ta ni bila 30 let, ta je bila tako po mojenih dorih 45, ker jaz meni... Pa 40 plus je Milfica. Mi niso meni droci, ampak ta je bila ta je bila tako, Porsche 911 tam, 90-letnik, tako. Uno, veš, Air Kult še, ki ima gubice malo, veš, da zrači se gre, hladi. Kaj je? Vroče mi je. Letos prije nov komad, če niste slišali, vroče mi je to poletje. Vroče mi je, prihajaš, tekaš, dela se podlaga. Poletje 2:30. Ne, dejansko imaš 7 kitic pisanih. Zabavaš. Tako da prihaja vroče mi je. Ola, majice, dober dan majice, najboljše majice. Dober dan majice! Štekaš, ful dobre majice. V glavnem prihajajo kmalu. Kape tudi. No, zdaj gremo na naš najboljši del tega podcasta, vprašanja. Preden začnemo snemati podcast, damo na Instagram, da nas vprašaste kakšna vprašanja. In prva, ki nas je vprašala vprašanje, je bila Rutar.nuša. Kdaj dobite jingle za podcast? Dobro vprašanje. Svetega nikoli. Naslednjo. Julija Ule 44. Kakšno imate vreme, pri nas je toča? Ma deževalo je nekaj časa Tle imamo na 5 minut dež, Ne, sonce tle, dež. Bipolarno je ful to vreme. Tle je zadnje vlažno dni. as Ne, fuck. bipolarno je ful. Jaz sem moker. Začer so neke Toplo je. tramontane, polkar udari sonce in umiraš. V glavnem vroče je, grave, živčen sem, čau. Vroče je in se je prehladil, evo. Vitan_Lazar. V katero makico najraje namakate pomfri? Dobro vprašanje. Majoneza. Mora biti malo, ne. Jaz ljubim majonezo. Ja, ma ne s krompirčkom. To je masno z masnim. Ma ne vem, jaz Tatarski, pač- ja, ma ne majoneza samo. Ne, po moje za krompirček je najboljši Tatarska je kečap. moja najljubša omaka za vse. Tatarska, ja. Tatarska je pač, jem te lahko. Kečap! Kečap ali pa barbecue za krompirček? Odvisno kje, če pri kalamarjih paše v tatarsko pomfri, če pa najbolj samo paše? pomfri, Wasabi v makica. Ne, wasabi iz Filadelfije. Wasabi iz Filadelfije. Tako mako lahko dobite Shout v El out! Toro tu. Shout out to El Toro, najboljši burger na obali! Burger! Člani burger, pejte vsi, kupi 2. In dober tek. Marko_Zajc, 09. Kako ste, prosim, dejte me v podcast. Zdaj si not, evo, mi smo dobro. Kako si ti, fantje, kako ste? To potem se vroče mi je živčen. Vroče. Jernej_Rakar, kateri je vaš dream auto? Porsche 911, GT3 RS. Hippie van. Jaz ga nimam. En mini zastavo na strehi. Ne, jaz bi imel enega takega velik tipo Jeep Ti ga res avto. tikaš po nekega tej javnega. nogi vsako Pač sezono. je res. On me šlata non stop po tej nogi, nehaj. Malo nagnjen. Editor boš naredil compilation vseh teh dotikov nogi in šlatanja in bež stran. V Če ne pa glavnem, kosmata, jaz nimam kosmatih. Mate Makina, najljubši okus sladoleda. Melona. Tim. Rafaelo. Rafaelo, Jure, Ta sladoled ti tako, drugače piškotek, ajde. Piškotek. Zarja_Furman_. Če bi lahko na podcast povabili katerokoli osebo z celega sveta, katera bi to bila? Bad galeriri. Jaz bi povabil Elon Muska. Ampak Beyoncé na podcast. Bad gal. I'm always team for bad gal. Bad gal! Kdo bi... Drugače, Da se kaj naučiš?
ali da je tako zabaven. Mislim, Elon Musk je out of this planet person, tako da jaz bi z njim govoril. Jaz se strinjam s tabo, ta je to všeč mi. On ni normalen človek, on je pač... Jaz bi onega Kim Jong-un. Kim Jong-un? Kim Jong-un. Ta je dobra. Trumpa bi bilo hudo. Joe Rogana. Joe Rogana. Da vidim... Ne, zakaj ne bi bilo zanimivo? Zato, ker toliko, kot je že on govoril. Bad gallery je. Imaš 1000 epizod njega, ko nabija. Ja, je šel, ja. Pač jaz bi z Bad gallery. Jaz bi Bad gallery. On ima že več kot 2000 epizod. Bad gallery. A on je čelal. Mislim, 2010 epizod, ima 2020 epizod, moram imeti zdaj. Veš, kaj bi bilo hudo? Najti enega takega uga bugota, neko pleme neodkrito. Kaj boš govoril z njim? In kako boš govoril z njim? Imaš translatorja. Pač veš tako, da ti in kaj, če oni ne zna angleško? Kakšen je pač njihov lajk. Ma si so ta plemena in tako. Ma ena res taki živijo v džungli, da to bi bilo hudo. Obstaja enoto, kjer so gor ljudje, ki je stopil gor en tak, je hotel širiti vero, pa so ga ubili. Ne vem, evo, no, dosti je še. Bad gallery. Če imate koga, napište v komentar. CRVOTHJLN, najljubše serije ali pa filmi? American Horror Story. Indiana Jones, prvi del. Moj najljubši film je sledeč. Meni je ful dober Saving Private Ryan. Ok. I kaj dič, kakšni so vaši cilji v prihodnosti? Lahko vam povem, kaj so moji cilji za naslednje leto, recimo. Šel bi nekam in se povezal svoje spiritualnosti za en mesec plus. Tako da, če imate kakšna priporočila, kam id, da bi se lahko s kakšnimi šamani in to levo-desno šel meditirati levo-desno. Če veste kaj, prosim, mi napišite v DM. Gremo skupaj, jaz sem ti gor v Tibet. Pač jaz bi šel, ja. Za en mesec bi šel. Samo to je bolj hladno. Ja, ni panike. Gremo v Tibet. Lahko se zmeniva. Jaz bi šel tam konc sredine oktobra do konc, pač malo več. Jaz bi šel ful v Tibet, jaz smo šli tibetanski lonec doma. Pač lahko gremo, jaz hočem, v glavnem pač res si želim povezati svojo spiritualnost, jaz to, ker odkar delam v gostinstvu, sem kar zgubil stik s svojim inner selfom, tako da sem se odločil, da sem vzel malo pauze od gostinstva in šel za malo več kot mesec nekam. Tako da, če imaš kakšno priporočilo, malo več kot mesec, bi šel tam mesec. 3. 3. Pol leta. In tako ne rabiš denarja, ne rabiš. Živiš tam v monasteriju. Dobro, gremo. Ja. Ne vem, to ni tako, od danes ne odločitev. Jolo! Je za pol leta težko. Ja, za 3 mesece. Ja, baš koliko moramo snemati podcastov naprej. Neli.Zemljič, kaj delaste v prostem času? Tim? Kaj je ta nasmeh? Nič, kaj on dela? Pije. Pije, se sonči in se druži zime on. Živim život, da vam tako povem skratka. Živim život, se imam lepo, mega mi je. Kadi čikce, ko ga moraš čakati. Cigaro, boli me briga, nije moja briga za ništa v življenju. Popijem malo nešto, malo se kupam, malo grem delat. Lejte, moje življenje je zelo... Dolce Vita. Res mi ne fali nič. Super se imam. Jura, ti? Kaj delaš v prostem času? Ja nič, treniram. Je to tvoj prosti čas? Govorimo o prostem času, Jure, se druži z malo. Jaz se grem po službi, se grem vrštu morja. Okay. To ene pol urce, sem malo na sončku. Ja, drugače, ne vem. Ja, kaj ta TikTok drkam. Nič pametnega. Ja, pač ne vem. Itak imam dosti teh aktivnosti, ne vem, pa zapomnem te stvari pa s TikTokom. V glavnem ti si zapomniš... Dejansko, kaj bi pa rad je, da bi bral več knjig. Z najljubšimi stvarmi si zapomniš prosti čas? Pa ne vem, če so vse te stvari moje najljubše, ampak... Ja, mislim, zakaj jih pol delaš? Ja, okej, morajo... Ja, se ne vem. Ja, mislim, greš na trening, ker ti je lepo tudi, ja? I guess. Ja? Je lepo. Ti ni? Ja, na koncu imaš oni majhen 2 sekunde zadoščenosti. Ja, no. Ja. Kaj da ti je? Jaz sem bolj za kakšne serije, filme, knjige, mange, tako. V glavnem, ta je zabavna. Kaj? Umira. Ja, pa ločne grave. Tipko, da je mrtv. Sem moker. Iščutim, kako mi pot teče tle dol. Jaz moram mi tako smrdeč delati, bo gosti šli stran, stari. V.AnanQ, če bi šli na Slovenijo ima talent, kaj bi predstavili? Jaz vem. Tim? Jaz bi imel performance. Jaz bi imel rap performance in imel bi sabo neki debele treba se uriti. Matej, kaj bi ti delal? Kaj bi jaz?
Jaz bi po moje pel. Ja, bi o šel z kakšno mano pet. od Celine Dion bi šel. Po mojem to bi bilo smešno. Ja, pa ti, Jure, kaj videla, v Sloveniji ima talent, če greš. Kaj imam jaz talent? Spomnim, če imam kakšen talent. Lep si. Kaj bi lahko res na meni ima talent? Dobro vprašanje. Podcast. Čau, jaz sem lepi Jure. Čau. Jaz sem lepi Jure. Jaz sem Kaj misliš, Jure. da... Ma dejansko to bi lahko naredil nek performance. Ma ne. Dva stola, mikrofon gor in predstava, the podcast. Max Pika Tepina. Jure, kakšen imaš kaj gym workout, najjači podcast? Gym workout, odvisno, ja, imam v ponedeljkih imam prsa, v sredo imam noge, v četrtek, dobro, ok, ponedeljek prsa, torek boks, sreda noge, četrtek boks, petek hrbet, sobota, Bicepse, tricepse, kaj mislim, nekaj mi je zgrešilo. ja, roke, rame. Ja, ne, kaj imam na glavno, imam kaj imam oni dan. Ja, imam malo mešano, imam, ja. Ej, dobro si mu to povedal. Pač v soboto imam, ne, čekaj, kaj imam, noge, prsa, roke, Noge, ti to roka, prsa, noge. To delaš skupaj. Ne, ločeno govorim, to ne bi. No, nima Hrbet sem pozabil, ja, hrbet. To si rekel. Hrbet. To si rekel, Ja, hrbet, prsa, noge, roke. 4 so, ne? Hrbet, prsa, noge, roke. Kaj? Kaj imaš pa ti v fitnessu, pizdek suhi? Rame, prsa, Rame, prsa. roke, hrbet Ja, jih je pozabil vzeti sabo danes. in noge. Ja, to in boks, ja. Jih je pozabil vzeti sabo roke. Pozabil mišice doma. Jaz imam take kompaktne mišice. Že je vzel une obleke. Vroče je, vsi se potimo kot cucki, ampak tukaj smo za vas. Ja. Hvala, ker ste vi tukaj za nas. Ajde, uživajte. Like, share, subscribe, followajte nas na Instagramu, lepe punce pišite nam, Timu lepi fanti, Matej pa ne pišeš kakšna punca. Čau. Jaz ne rabim, hvala. Mua. Ne rabim, ampak hoče. Čau.